Razred malih avtomobilov doživlja močan preporod. Ne samo, da avtomobili postajajo vse bolj prostorni in zato bolj vsestranski, postajajo tudi vse bolj šik, dobivajo več moderne opreme in bolj izrazit karakter. Seveda je to posledica, da so se avtomobili podražili nasploh in hkrati s prevlado SUV-jev so kupci postali vse bolj dovzetni za novotarije in pa morda tudi za tiste reči, za katere marsikateri voznik meni, da niso tako zelo nujne za vožnjo. V to proizvodno halo sredi češkega podeželja smo parkirali avto, ki noče biti nizkocenovni, a za razliko od generacijsko modernejših tekmecev iz lastnega koncerna svoje kupce še mnogo bolj pridobiva s ceno. Avtomobil za 10 000 evrov, seveda tukaj prednjačijo neke osnovne karakteristike, ki jih ima vozilo, se pravi zanesljivost, prostornost, varnost, neki nizki stroški vzdrževanja. Škoda torej ne pušča na cedilu tistih, ki si želijo predvsem prostoren avtomobil s klasičnimi stikali, ne z zaslonom na dotik, brez stotine lučk in opozoril, ki se oglašajo, ne da bi vedeli zakaj. Pa vendar so se inženirji bolj posvetili tistim bolj zahtevnim kupcem. LED headlights. Also we have LED headlights in the back. And we can see for the first time on Fabia 18-inch wheels. I think it's amazing. A bolj kot oprem za kupce, ki si želijo atraktivnejšega videza, je pomembno, da Fabia ponuja recimo tudi nekatere nove asistenčne sisteme. Samodejno ustavlja cilj, nadzira mrtvi kot in črte na vozišču, po novem pa vam tudi ne bo dovolila zapeljati vzvratno iz parkirnega boksa, če s strani prihaja kakšno vozilo. In na voljo je CarPlay, pa seveda tudi aktivni tempomat, v skladu s trendi, pa s to prenovo Škoda ukinja prodajo dizelskih Fabij. Zaslug za to pa si ne smejo lastiti zgolj nemška mesta. V tem segmentu prednjači cena in seveda dizelski motorji v osnovi podražijo sam avtomobil. Po drugi strani so seveda ti avtomobili predvsem namenjeni mestni vožnji, kar pomeni, da ne delamo nekih velikih razdalj, te razdalje so kratke in kot vemo je pri dizelih včasih težava zelo pogosti zagoni, tako da tudi na osnovi preteklega popraševanja smo opazili, da so dizeli nekje v manjšini, tega je nekje, bom rekel, med 10 in 20% in dejansko vemo, da so sedaj bencinski motorji tudi že bistveno bolj učinkoviti in pa tudi varčni, po drugi strani tudi okolju bolj prijazni, tako da dejansko kar se tiče uporabne izkušnje za samo stranko, pustitev dizla, mislimo, da ne predstavlja nobene velike težave.